Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji I Am Young, Mladost brez meja, v kateri predstavljamo vrhunske slovenske mlade liderje in liderke in s tem dokazujemo, koliko potenciala in talenta se skriva v naši deželi. Moje ime je Kristjan in sem vodja platforme MČM Young. In danes je v moji družbi Matej Durakovič, MČM Top Potencial leta 2022 in Europe Process Excellence Lead pri podjetju IBM. Matej, dobrodošel. Drži, hvala lepa. Me veseli, da si danes v moji družbi. Enako. Malo sem se lomil pri temu nazivu, zato me začetek zanima, kaj počne Europe Process Excellence Lead v podjetju IBM. Ja. Torej, Europe Process Excellence Lead skrbi za dejansko področje talent acquisition, torej zaposlovanja, na način, da se proces zaposlovanja, torej naši rekruterji oziroma talent acquisition team, da izvajajo proces zaposlovanja skladno z našimi predpisi, procesi, internimi pravili in da dejansko dosežemo ta visok nivo, ki je tudi pričakovan pri zaposlovanju kandidatov in da se sledi v bistvu vsem smernicam in standardom, ki jih korporacija tudi zahteva. Verjamem, da v tako renomiranem podjetju kot je IBM na ključju ne prepuščate stvari. Zato me zanima, s kakšnimi mehanizmi pa zagotovite, da so kandidati, ki jih sprejmete medse, res primerni za delo v IBM-u? Ja, rekel bi, da dejansko danes je res dober kader težko najdeti, tako da drži to, da ne prepuščamo tega na ključju. Ampak je naš talent acquisition team dobro opremljen z znanjem, z sodobnimi pristopi, ki jih pač izvajamo pri nas, kar pomeni, da določene pozicije absolutno jih ne samo headhuntamo ali pa obratno samo čakamo, da se nekdo prijavi, ampak res probamo tisto široko sliko pogledati in dobiti kandidate iz vseh možnih sourcev oziroma kanalov, ki jih lahko. Potem je pa ta proces tak, da dejansko se gleda na vse, od soft skillov do tistih tehničnih znanj, ki jih mora nekdo imeti, do tega, da so absolutno tudi management potem v določeni točki vključen, ampak dejansko sledimo tem visokim standardom, tako kot tehnično podkovanem kadru, ki jih rabimo, oziroma pač odvisno za področje, ki ga rekrutiramo, do tudi tega, da dejansko kandidat se mora definitivno vklopiti v tim, da je najbolj pomembno je ta agilnost, prilagoditev spremembam, odprt za nove izzive. To bi rekel, da je tisti ključ, kjer dejansko res lahko dobiš najboljše kandidate. Torej so ta klišejska vprašanja, kje se vidiš čez 5 let, naštej mi 3 prednosti in slabosti, stvar preteklosti ali pač? Še vedno se ta vprašanja pojavljajo, čeprav bi rekel mogoče malo bolj pri tistih stari šoli menedžerjev, ki dejansko vprašajo to vprašanje, ampak ne, v rekrutment timu je to že iskreno že pase. Katere lastnosti pa so najbolj iskane pri kandidatih, če tukaj lahko potegneva neko splošno črto, da ne greva v tehnične specifikacije? Ja, tehnične specifikacije je odvisno od pozicije. Zdaj, tisti soft skilli so pa definitivno, tako kot sem prej recimo omenil, agilnost, prilagodljivost, odvisno od pozicije, ampak da mu reči, da nekdo, ki je komunikativen, definitivno pa fit to the team. Torej, nekdo, ki se bo vklopil v trenutno ekipo, ki bo znal probleme dejansko rešiti, tak bo pravi kandidat za IBM. V zadnjih letih je bil občutek v poslovnem svetu, da kandidati izbirajo podjetja in ne obratno. To drži in če drži, ali je temu še tako? Ja, rekel bi, da deloma še vedno drži. Rekel bi tudi odvisno za katere pozicije, seveda. Ampak definitivno pa vidimo spremembe pri novi generaciji, da imajo druga pričakovanja, druge standarde, druge dejansko pričakovanja, kot so jih imeli mogoče kandidati, ne vem, še 5 let nazaj. Zdaj se dejansko kandidati ne dajo toliko poudarka samo recimo na plačo kot tako ali pa kakšne druge stvari, ampak so jim zelo pomembne tudi kakšne drugi benefiti, kot recimo pri temu Gen Z-ju zelo pomemben ta delo od doma, fleksibilni delovnik,
Tako, take zadeve, ki dejansko se mi zdi, da mora imeti dan danes delodajalec že skoraj inkorporirano oziroma standardno nuditi kandidatom, če želijo ostati konkurenčen na trgu. Ravno to sem te želel vprašati o generaciji Z in kakšne so tvoje izkušnje z njimi. A je še kakšna taka specifika za Gen Z, ki je popolnoma, bom rekel, bila neobstoječa za neke starejše generacije? Najbolj bi rekel to, da oni postavljajo nekako pogoje. Ni več tako, da ko pride nekdo, ki je kandidat Gen Z, ne, da bi pač prišel tako malo bolj ponižno na razgovor, pa pač videl, kako je, ampak dejansko pride zelo suvereno, zelo samozavestno, kar je v bistvu, po eni strani je to tudi velik plus, ampak pridejo s tem nastopom, da bojo oni izbrali delodajalce, tako kot si mogoče prej rekel, ne obratno. Ne. Seveda to ni zdaj pogoj za vse kandidate, ampak je velik trend v to smer. Ne. Pa zelo hitro hočejo zadevam priti do dna, kar pomeni, da jih mogoče že zelo hitro v procesu zanima, kaj nudimo, kje smo in da se dejansko zadeva steče zelo hitro naprej. In obratno, ne, če so nezadovoljni, se mi zdi, da tudi enkrat, ko ratejo zaposleni, da zelo hitro tudi si proba poiskati novo priložnost, ne, da ni več tistega, zdaj bom pa malo potrpel ali pa bom malo se probal prilagoditi oziroma zdaj je situacija taka, moram malo stisniti nekakšne stvari, ampak jim je kar tako, to ni zame, grem probati nekaj drugega. Torej morajo podjetja kar biti na prstih pri top kadrih, pri teh mlajših generacijah, da jih uspejo zadržati v svojih vrstah. Imaš kakšen zabaven primer, ki si ga ti doživel, ali pa morda kroži po hodnikih, kakšna govorica iz razgovora, kjer je bila kakšna izjemno nenavadna zahteva ali pa kakšen pogoj iz strani kandidata podan, pa je... Ne bi rekel, da je bila toliko nenavadna, ampak mogoče takoj tiste po prvem razgovoru smo že imeli mogoče kakšen primer, da je nekdo vprašal, kdaj začnem, ne. Da ni bila ta, jaz sem najboljši kandidat, kdaj začnem, pa smo imeli recimo samo prvi razgovor, ne, da jim bo treba pač povedati, da je prvi razgovor, da so še ostali kandidati, da mogoče ni sam on tak, ki se bo odločil za delodajalca, ampak se mora tudi delodajalec za njega, ne, nekako treba prijeti skupaj, ne. Tako da to je mogoče ena taka, bi rekel, klasična anekdota, ki se, ne bom rekel zelo pogosto, ampak se je tudi že večkrat zgodilo. Malo preveč zagnani mladeniči in mladenke v tem primeru. Zdaj, tvoja pot, da si prišel do te funkcije, kjer si danes, ni bila enostavna. Pred leti si imel eno hudo prometno nesrečo, po kateri ni bilo jasno, ali boš še hodil ali ne boš hodil, kako boš nekako uspel okrevati. Kaj ti je v tistih trenutkih, za katere verjamem, da so bili izjemno težki, pomagalo, da si ohranjal upanje in tudi pogum, da se boriš za naprej? Bi rekel, da sem že po naravi pozitivna oseba in da gledam na stvari pozitivno. Čeprav valjda takrat, ko se ti to zgodi, imaš tudi dneve, ko si rečeš, zakaj lih jaz, pa malo obupaš včasih, ne, ampak je bistvo to, da si na ta long term run, ne, na dolgo pot, da si dejansko ostaneš pozitiven in da gledaš na stvari iz neke perspektive, ki jo pač mogoče takrat ne razumeš, zakaj se je to zgodilo in zakaj je to dobro, ne, če je sploh za kaj dobro, ampak siguren sem, da tudi za to je nekaj vedno dobro, ne. Tako da najbolj mi je vlivalo dejansko moč ta moja trma in to, da sem rekel, to se je zgodilo, gremo naprej, to bom pač premagal, tako ali pa drugače, čeprav so rekli, da ne vejo, če bom lahko še hodil, jaz sem bil prepričan, da bom lahko in se mi zdi, da je zelo veliko narejeno v mindsetu, ne. Verjetno bi bilo drugače, če bi se tam smilil sam sebi, pa nič ne naredil, ne. Kot pa da pač najdeš tisto notranjo moč in da rečeš, to je samo challenge, ki ga bom premagal. Če se ne motim, si takrat, še ko si bil v bolnici, tudi delal. A je to res? Ja, to je res. Kako to? Ti je to mogoče celo pomagalo? Daj mi povej več o tem. Ja, v bistvu mi je pomagalo, zaradi tega, ker sem jaz bil zelo dosti takrat prikovan na poslu, ne, čeprav sem bolj zelo hitro iz invalidske vozička sem po nekih mesecih potem počasi probal na birgle pa tako naprej, tako da sem imel res ogromno moč in voljo. Ampak tisti čas v bolnici je bil mi pa zelo tak, da nisem bil z ničemer okupiran, kakor s svojimi mislimi, ne. In delodajalec seveda ni zahteval od mene ali kdorkoli, da bi jaz delal iz bolniške, ne, to noben ni rekel niti hotel, ne. Ampak sem jaz sam izrazil željo, da če pač lahko, da se bom pač priklopil, nisem zdaj delal 80 ur, kakor recimo delam normalno, ampak
sem vsaj par ur na dan se priklopil, pa tiste najnujnejše stvari pomagal timu narediti iz svoje lastne želje, zato ker sem hotel biti koristen, pa tudi da svoje misli potem usmerim drugam, ker so bila pač tudi malo v službo, pa dejansko itak je bil pa primarni fokus takrat okrevanja. Matej, najlepša hvala, da si delil tudi to z nami. Tvoja zgodba je res izjemno navdihujoča in te občudujem zaradi tega. Hvala za enkrat, mi se vrnemo takoj po oglasih, ko bo z nami tudi Matejev gost. Dobrodošli ponovno z nami v oddaji I Am Young, mladost brez meja. V moji družbi je Matej Durakovič, ki je zaposlen pri IBM-u in je MČM-ov top potencial leta 2022 in je s seboj pripeljal posebnega gosta, zato bom na tej točki kar predal besedo Mateju, da nam pove, kdo je v naši družbi. Ja, jaz nisem imel težke odločitve, no, tako kot si mi rekel, da naj pripeljem s sabo enega gosta, sem se spomnil na osebo, ki je super lider, odličen menedžer, predvsem pa super oseba, tako da sem se odločil, in moj bivši sodelavec tudi, tako da sem se odločil, da pripeljem Samo Kumarja, ki je CEO oziroma predsednik uprave Bankarta. Samo, dobrodošli v našem studiu, me veseli, da si sprejel Matejevo povabilo in da se lahko danes pogovarjamo. Hvala. Matej je že omenil, da sta bila kar nekaj let zaposlena v istem podjetju, v IBM-u. Kako si ti takrat gledal na Mateja, mogoče? Dobro vprašanje. Ne vem, če se Matej spomni, ampak jaz, ko sem prihajal na IBM, pa sem imel intervjuje z HR-om, je bil tudi on del tega procesa, ker so takrat še mladi, nenadobudni prišlek iz totalno druge industrije potrkal na vrata. Ne vem, če je bilo eni ali pa drugi strani takrat jasno, kje bomo čez 7, 8, 9 let, kar se je vmes odvilo, ampak zelo pozitiven človek že od mojega prvega intervjuja z njim, če tako rečem, in pol čez celo kariero meni je bilo užitek delati z njim, ker pač zadeve so bile vedno narejene, pravočasno in kvalitetno speljane, pa tudi tako. Ena pomembna stvar, klima, družba, pozitiven attitude, tako da zelo pozitivna izkušnja. Me veseli. Zdaj, gledal sem tvojo kariero in v manj kot 7 letih si prišel iz pozicije Key Account Managerja do Country Leaderja, torej direktorja za Slovenijo, in to v podjetju, kot je IBM. Kako? Če bi obstajala čarobna palčka ali pa recept, bi jo povedal, sam ne vem, tudi sam verjetno ne. Ena stvar zagotovo je dobro delo, sklepam. Druga stvar je malo tudi v korporaciji karizma, ker ne nazadnje moraš biti prepoznan v predvsej velikem ekosistemu. V tistem času je bilo to 300 000 ljudi globalno in kako prepoznati nekoga, ki pride v podjetje, ki dela v eni mali Sloveniji, ki je na koncu koncev za nek globalni IBM zaokrožitvena napaka, a ne? Moraš biti tudi dosti karizmatičen, glasen, ampak to tudi podpreti z rezultati. Tako da eno z drugim, no, na začetku pa pač res sem trdo delo. To je, mislim, da je kar skupni imenovalnik liderjev, s katerimi se pogovarjam. Matej, kako si ti spremljal ta to, bom rekel, vzpon v IBM-u? Jo, jaz sem bil navdušen, tako da, ja, ker sam, valjda se spomnim, ker sva se prvič srečala tudi, ne celo na razgovor, ker je ratal Key Account Manager v IBM-u, ampak definitivno takrat, ko je IBM bil v iskanju novega direktorja za Slovenijo, mislim, da so naredili najboljšo možno odločitev, ne? Da so dali nekoga, ki je mlad, perspektiven, ima rezultate, in nekdo, ki je v prvi vrsti človek, ne? To se mi zdi najbolj pomembno, ne? Vse so super, so rezultati in vse, če ne znaš delati z ljudmi, no. Tako da Samo ima to vse v sebi, tako da mi je iskreno žal, da je šel iz IBM-a, sem pa ful vesel za Bankar, da je pristal tam. Torej izgleda, da ste se prav odločili na tistem prvem razgovoru, ne? Absolutno. Super. Absolutno. Samo zdaj tvoja pot je pa zelo zanimiva, tudi če gremo popolnoma od začetka. Torej, po izobrazbi si magistriral si na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Zdaj, kako to, da si potem pristal kot direktor IBM-a v Sloveniji in sedaj direktor Bankarta?
izobrazba te ne definira, da ti podlago, delovne navade pokaže, da si sposoben sedeti nekje in potrpeti nekaj, kar ti mogoče tudi ni všeč. Pridobiš eno tehnično znanje, kritično razmišljanje, kar pa v svetu na začetku mojem prodaje, pa potem menedžmenta, ti pride prav, so pa mogoče ena druga znanja, za katera pa smatram, da sem jih relativno dobro tekom kariere tudi pridobil. Glavna stvar pa više, ko greš po karierni lestvici, več se ukvarjaš z ljudmi. Više, ko si, bolj si podoben HR menedžerju, kot pa tehničnemu profilu. In jaz mislim, da te kompetence že nekako karakterno imam. Seveda se tudi ciljno izobražujem, da ne bo pomote od menedžmenta, financ, ekonomije in ostalega. Ampak že industrija, v kateri IBM deluje, je zelo tehnična in že takrat mi je to prav prišlo. Zdaj, ko delujem v bančnem segmentu, pa je ta, saj z naše narave dela, tudi mogoče bolj tehnična podpora bančnemu segmentu, bi kvečem rekel, da mi to koristi. Zdaj, jaz sem študiral geodezijo, smer geoinformatika, potem je pa samo kako neke elemente izobrazbe preneseš v prakso. Ampak predvsem mi je pomagalo vse, kar sem poleg študija še delal, da mi je dalo neke izkušnje, kompetence z vodenja. Si vedno želel, da boš lider v nekem podjetju in si imel cilj jasno pred sabo in posledično tudi lažje izbiral ta izobraževanja, ali je to nekako prišlo naravno? Zelo težko je reči. V bistvu, ko si ti v neki začetni fazi kariere, vsi imajo velike oči, kaj bojo vse počeli, pa bi počeli, ampak z vodenjem pride zraven ne samo lepo, ampak tudi odgovornost. In to velika odgovornost. In se jo postopoma začneš bolj zavedati, ampak kljub temu sem nekako čutil, da pa imam nek element povezovanja različnih težkih, kompleksnih situacij, da sem v tem dober, pa ne, da sem dober, ampak da uživam. Tako da, če na kratko odgovorim vprašanje, ja, zelo kmalu sem se videl v tem, da bi prevzel kakšno bolj vidno odgovorno vlogo. Matej, če govorimo o izbiri kandidatov, pa če izvzamemo te zelo tehnične poklice, kako pomembna je še formalna izobrazba? Bi rekel skoraj nepomembna, iskreno. Pač ni pomembno toliko, katera, dobro, ja, za tehnične poklice pa tako normalno, ne, to je, če je nekdo IT specialist ali pa iščemo programerja, je to absolutno pogoj, ne. Zdaj, če pa govorimo na splošno gledano, ne, pa je absolutno, mislim, da sploh nima nobene veze, ne, tako da imamo tudi v IBM-u, pa tudi na tehničnih celo pozicijah ljudi pa osebe, ki so se mogoče in samo izobrazili v to smer, ne, ali pa so samo želeli v to smer potem tudi iti, ne. Tako da bolj so pomembne druge stvari, kakor izobrazba. Samo po uspešnem vodenju IBM-a v Sloveniji si se 2 leti nazaj odločil, 1 leto nazaj, da se opravičujem, si se 1 leto nazaj odločil, da zamenjaš službo. Torej si šel iz nekega varnega okolja, ki ga poznaš, ker si v bistvu prepoznaven in tako naprej, uspešen, v neko za tebi seveda neznano zgodbo, oziroma novo zgodbo, nov izziv, če skrajšam. Na podlagi katerih faktorjev si se odločil, da boš zasledoval ta nov izziv? Običajno se ti najbolj zanimive priložnosti zgodijo takrat, ki jih najmanj pričakuješ. Jaz v danem trenutku sem bil zadovoljen s situacijo, v kateri sem bil in niti nisem iskal menjave službe, ker smo bili tam res na neki dobri poti rasti. 2 leti sem vodil IBM v Sloveniji in sem imel občutek, da saj še ne 2 do 3 leta bi to počel. Potem je pa prišel klic, če me zanima ta pozicija in sem začel razmišljati. In ni lahka odločitev, sploh, če delaš v res dobrem kolektivu. Psihologi mislim, da ocenjujejo na neko top 4 pozicijo v smislu stresa, ki jo prinaša menjava službe. Mislim, da je prvo smrt, ločitev, poroka, selitev, ali pa 5. mesto mogoče menjava službe. Tudi meni ni bilo najbolj enostavno, naredil sem si eno primerjavo, kaj to zame pomeni, to malo kvantitativno vrednoto in se odločil, da ja, kaj je bil pa glavni driver. To, da lahko upravljam eno lokalno podjetje, kjer imam direktni dostop do lastnikov in bistveno večjo širino in pooblastila upravljanja, kot imaš v neki korporaciji, ker so pravila tako nastavljena, da imaš zelo ozko področje, v katerem se lahko odločaš. In sem hotel vzeti to odgovornost, ne nazadnje delam v podjetju, ki je del kritične infrastrukture Slovenije, kar za sabo potegne marsikaj, ampak uživam v tem, čeprav mogoče iz določenega vidika je funkcija težja in širša. S katerimi izzivi si se soočal pri prevzemu nove vloge? Vedno, ko pride nekdo nov,
morajo to spoznati, čeprav seveda mene so že prej poznali, ker sem s tem podjetjem delal že kar nekaj časa. Potem moraš nastaviti neke nove smernice, jih znati ustrezno skomunicirati in predstaviti interno. Način delovanja, struktura, ustroj, lastništvo, upravljanje je bistveno drugačno, kot sem bil tudi jaz prevajen. Ena dinamika je tudi drugačna. Sem tudi jaz mogel mogoče malo prilagoditi neke svoje pričakovanja glede hitrosti, ampak smo se relativno hitro našli, tako da je bil kakšen hudo velik izziv, ne, če si prilagodljiv ena in druga stran, hitro zlaufa. Tako da evo, mislim, da še ne en mesec nazaj je bilo 1 leto, kar sem se pridružil in zdaj, če gledam nazaj, je bila prava odločitev, ja. Super, me veseli in hvala obema za enkrat, mi se pa vrnemo takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji I Am Young, Mladost brez meja. V moji družbi sta Matej Durakovič in Samo Kumar. Preden smo odšli na odmor, smo se pogovarjali o spremembah kariernih vlog. In ostalo mi je še eno vprašanje, ki si ga res želim vprašati Samota, ki je zamenjal pozicijo lani. Zamenjal si sektor. Kako težko je za liderja zamenjati sektor? In kakšni so ključni izzivi pri tej menjavi? Kaj mora lider narediti, da ga to ne spravi iz tira? Zagotovo izzivi so. Jaz sem mogoče imel to srečo, da sem že v IBM-u kar dobršno obdobje, 3-4 leta deloval v finančnem segmentu, bil odgovoren za te stranke, njihovo poslovanje in sodelovanje z IBM-om. In če hočeš biti uspešen, moraš industrijo dobro poznati. In jaz sem takrat ogromno svojega časa, tudi privatnega, vložil v izobraževanje, poznavanje industrije, kaj je pomembno tej industriji, čisto iz naslova bilanc, financ. Tudi IBM je takrat veliko vložil v ta moja izobraževanja. Tako da tudi podjetje, Bankart, kamor sem prišel, sem dobro poznal, sodeloval z njimi. Ni bila taka neznanka. No. Tako da mogoče težko čisto odgovorim na to vprašanje, ker zame sicer je bila sprememba službe, sprememba industrije, ampak po načinu dela in poznavanja industrije mi pa ni bilo tako težko. Je pa zagotovo totalno druga sfera in neka znanja je pač treba vložiti. To je dejstvo in nekaj preveč časa za to gre. Meni je to sicer čist gušt. Ko se pogovarjam z vrhunskimi liderji, se vedno rad dotaknem področja napak. In tudi s teboj se ga bom. Imaš v spominu kakšno napako, ki si jo naredil na tvoji poti in si se res ogromno naučil iz nje? Napak je veliko. Mi se tudi interno pogovarjamo, zakaj pa naši zaposleni se tako bojijo kaj priznati, pa bojijo napak. Sem rekel, zato, ker jih tudi do zdaj nikoli tudi mi kot vodstvo nismo komunicirali, da jih tudi mi na enak način delamo. Tako da mislim, da bomo zdaj Fail Friday ustanovili, da bomo najprej mi kot vodstvo povedali, kaj smo pa mi prejšnji mesec mogoče tudi kaj failali. Kot mlad lider, po mojem, vsi naredimo isti fail, da to se mi je večkrat zgodilo na začetku, da smo preveč impulzivni v enih reakcijah, preveč čustveni v nekih reakcijah, da ne vdihnemo, razmislimo, artikuliramo mogoče na drugačen način, ker lahko si bolj uspešen in bolj profesionalen na koncu, če si vzameš par sekund za tehten razmislek. Takrat pa, ko v tebi žre in želiš to iz sebe ven dati, pa misliš, da je najbolj pomembno, da to daš in da zdaj si pa vsem povedal in da zdaj si pa glavni car. In takrat mi je moj mentor in moj šef rekel, pač v tej vlogi zdaj, ker si ne moreš na tak način odreagirati, prosim, prespi, razmisli, vsi smo šli čez to, tudi ti boš to spoznal. Jaz sem si mislil, ok, kaj mi zdaj tle pridgaš, jaz sem prepričan, da to, kar delate, ni prav. On je rekel, ja, mogoče ni, mogoče se tudi strinjam s tabo, ampak v vlogi kot si, tvoja reakcija mora biti drugačna. Tako da na začetku sem velikrat pelal tudi iz naslova reakcije. Okay. Matej, mogoče HR oddelek dobi klic ob kakšnih takih reakcijah, ali to ni vaše področje? Je, tudi to je HR področje, ampak mislim, vsi smo samo ljudje, zdaj, če ni res nekih večjih težav, ne, da bi se nekdo prav izvajal teror nad nekom, ali pa kaj je pač vse nekako razumljivo. Tudi jaz sam se najdem v temu iskreno, ne, da mogoče kakšno stvar bi lahko premisliš, prespiš, pa mogoče malo kasneje odreagiraš, ne. Tako da mislim, da je to vsak človek
pride do te točke prej ali slej. Katere zadeve so pa, bom rekel, alarm za HR oddelek z vidika zaposlenih? Kakšne stvari so res problematične, ki jih pa nujno morate nasloviti potem? Definitivno nek bullying, kar pomeni mogoče neko, bi rekel, znašanje nad drugimi, da izvajaš nek teror nad svojimi podrejenimi, zaposlenimi, sodelavci. To je dejansko nekaj, kar je absolutni no-go in za IBM lahko govorim, da ima zelo visoke standarde, kar se tega tiče, tako da čim je kakšna prijava v to smer, dejansko se temeljito razišče. In vsak primer posebej, ki se pač lahko prijavi, je potem tudi lahko garantiram raziskan in tudi ukrepan, tako kot se spodobi. Samo vodiš podjetje, ki ima več kot 250 zaposlenih, ki se verjetno zgledujejo po vodi, mu sledijo, torej tebi. Kako pa ti potem imate kakšne mehanizme za mentoriranje zaposlenih ali pa kako ti odreagiraš, ko kdo od tvojih podrejenih naredi napako? Kar se tiče mentoriranja, kar nekaj strukturnih sprememb tukaj delamo, v smislu potencialne zunanje pomoči, onboardinga novih vodij, ciljnih izobraževanj za posamezne vodje, naredimo 360 ocene, vidimo mogoče kaj, kdo bolj rabi kot drug, da nimajo vsi enakih, tako da strukturno na HR nivoju to, kar se mi zdi, da dobro urejamo. Zdaj, glede na napak, pa če kdo naredi, moja prva reakcija je, ok, kaj napaka je, na koga ima vpliv in kakšen in dajmo poskrbeti za ta vpliv, da bo čim manjši, ali interni, ali za naročnike in tako naprej. In ko to pač rešimo, potem se šele gre vzrok, zakaj je nekdo naredil napako, tako reagiral. In običajno nikoli ni z namenom totalno diskreditirati osebo, dokler pač nimamo nekih dejstev, ok, zakaj je do tega prišlo, zakaj je bila taka reakcija, ali bi lahko naredili drugače, ali bi lahko predvideli. Čim več informacij bi pač tudi rad imel, da pol naredimo nekaj lessons learned, kaj iz tega za naprej. In to zdaj ne zameni, da sem zmeraj samo čist prijazen, seveda so lahko tudi kakšni drugi korektivni ukrepi, če pride do nekih hudih zlorab ali kršitev, ampak vedno imam rad eno čisto sliko, pa nikoli ni v prvem planu posameznika grajati, ker je naredil napako, ker pač delamo vsi, ampak pač so mogoče neke objektivne okoliščine, najprej poskrbeti za vpliv, potem se pa lotiti reševanja. Pa da ne bomo samo o napakah, kakšne so pa najbolj zaželjene lastnosti, ki si jih želiš videti pri sodelavcih? Ta je skoraj zelo enostavna za mene, odgovornost. Res pričakujem od ljudi, sploh ki držijo neke vodstvene položaje, da so odgovorni za svoje rezultate, svoje delo. Če so odgovorni, pomeni tudi, da so kredibilni, iskreni, pravočasni. Kar pa tudi zelo cenim, je pa dobra komunikacija. Z komunikacijo, artikuliranjem konteksta, zakaj je treba nekaj narediti, je marsikakšna stvar, ki se lahko izvede kot samo diktat, to je treba narediti, ali pa širši kontekst, kaj je treba narediti, kdo, kdaj in zakaj in kakšen je vpliv tega, če naredimo ali ne naredimo in kakšna je vloga tega posameznika, ki mora narediti. Če se vzame nekaj časa za boljšo komunikacijo tega, so rezultati po celotni verigi boljši. Tako da odgovornost, ki ima za sabo potegne še par stvari, ki sem jih omenil, zagotovo pa tudi komunikacijske veščine so meni zelo pomembne. Omenil sem že, da ima podjetje več kot 250 zaposlenih, verjetno ne moreš ti biti pri vsaki odločitvi zraven. Kako oceniš oziroma kdaj želiš, da se vključi tebe v odločevalski proces? Zopet zelo dobro vprašanje. Zdaj, če si obkrožen z ekipo, kjer vsem 100% zaupaš, kar je idealen scenarij, potem je teh odločitev načeloma čim manj, razen tiste, ki regulatorno zahtevajo nad ali določenimi zneski ali širšim vplivom na podjetje, glede na neke standarde, ki imaš postavljene. Sicer pa moja mantra je trust by default until broken, tako da jaz zaupanje svoji ekipi dam in se res ne probam umešati v vsako njihovo odločitev in probam tudi dvigniti pooblastila, kje se oni lahko odločajo. Se mi zdi, da je to zdravo. Zdaj pa vedno pride do kakšnih situacij, ko greš, ker tebe mogoče nekaj zanima, nivo 2 nižje, iskati kakšno informacijo, ne da bi kaj preveril, ampak mogoče ker tebe zanima. Jaz svojim B-1 nivoju skušam dati čim več ene svobode. Tudi oni se pa pač potem navadijo, mogoče kaj je pa tista informacija, ki je pa dobro
da preverijo z mano, ker ima vpliv ne samo na njihovo področje, ampak širše na podjetje. Tako da ene zadeve zelo strukturiramo s pravilniki, ki so omejene z nekimi zneski in potencialno odgovornostjo, ki jo tudi jaz kot zakoniti zastopnik nosim. Za neke ostale redne, dnevne HR odločitve znotraj oddelka probam puščati več svobode. Gremo za konec še nekaj hitrih vprašanj, kar za oba. Matej najprej boš ti odgovoril, potem pa ti samo. Smo? Okay. Akcija. Remote delo ali pisarna? Če se moram za enega odločiti, bi rekel pisarna. Samo? Enako. Najboljša ura dneva za delo? Dopoldan, 9. Enako. Kaj te najbolj izčrpa? Bi rekel neprilagodljive osebe. Predolgo odločanje o enih in istih zadevah, torej akcija. Knjiga ali podcast? Podcast. Podcast. Največji strah kot vodja? Čeprav je to del celotnega procesa, bi rekel napaka. Niti ne samo napaka bi jaz dodal, ampak odziv ob napaki. Okay. Kateri dogodek ali odločitev je najbolj pospešila tvojo kariero? Definitivno, po mojem, bi jaz rekel nesreča, pa ne zato, ker bi pospešila, zato, ker bi pol dobil neko novo priložnost, ampak ker sem se jaz sam spremenil za to. Odločitev, da sem se pridružil z ene majhne firme IBM-u, ki mi je pač odprl marsikaj. In še zadnja, en nasvet za nekoga, ki želi napredovati po korporativni lestvici. Da je avtentičen. Ne vem, koliko imamo časa za tole, bom prav biti hiter. Sem gledal eno dobro primerjavo, kako je v iluzionističnem svetu, da je treba sem trdo delati, v korporaciji pa žal treba poleg, da trdo delaš, še par drugih zadev poskrbeti. In ne glede na to, kako grdo zveni, nekaj procentov, jaz bi rekel do 3, da ni preveč, tudi nameniti interni, ne samo promociji, ampak vidnosti. Samo, Matej, najlepša hvala, da sta bila moja gosta. Mi je bilo v veselje in užitek. Hvala za povabilo. Najlepša hvala, da ste spremljali oddajo I Am Young, Mladost brez meja. Verjamem, da smo dokazali, da Slovenija premore ogromno potenciala in talenta. Najlepša hvala.